Lepo pozdravljeni v novi epizodi podcasta Benesere. To bo ena solo epizoda in sicer bo na tematiko prehrane. Če sem bolj natančen, tematika zgodovine prehrane. V bistvu na začetku tega podcasta, dobro leto nazaj, se pravi tam enkrat marca, aprila lansko leto, sem že naredil eno solo epizodo o prehrani. Takrat sem govoril, kako je lahko prehrana povezana z dobrim počutjem, se pravi, kako se prehranjevati, kako jesti in nekih par strategij za več dobrega počutja. Danes bomo pa govorili o zgodovini prehrane. V bistvu najboljše, da prvo začnem malo zgodbo, ozadje, zakaj sploh zgodovina prehrane, zakaj sem se odločil narediti en podcast na to tematiko. V bistvu za tiste, ki me ne poznaste še, oziroma ki me na novo spremljate, nas in podcast. V bistvu moje akademsko potovanje je bilo kar zanimivo. Jaz po srednji šoli, oziroma že to konec osnovne šole, skozi srednjo šolo sem vedno razmišljal, oziroma sem vedno bil prepričan, da bom šel študirati arhitekturo. In dejansko sem res potem šel na arhitekturo, sem bil sprejet, ker tudi v 4. letniku srednje šole sem tudi obiskoval tečaj za arhitekturno risanje, danes so se nas pripravili na sprejemne izpite arhitekture. No, v glavnem, jaz sem pole na arhitekturo prišel, takrat sem še pole igral odbojko, takrat sem dobil ponudbo iz Calcit Voleja, iz kamniškega kluba, in takrat sem pole hitro videl po enem mesecu arhitekture, da to nekako ne bo šlo skozi. Prvič zato, ker je bilo preveč obveznosti na arhitekturi. Mogoče tisti, ki poznate kakšne arhitekte oziroma ste že slišali za arhitekturo, veste, da je zelo zapleten faks. In tudi zame potem sem hitro spoznal, da to skupaj športom ne bo šlo. Hkrati pa potem sem hitro videl tudi, da ta pot ni zame. Tako da tisto leto sem si pole vzel off, se pravi, sem si vzel za pauzo in v tistem času sem pole razmišljal, na katero, kam bi se prepisal, kaj me zanima, in v bistvu takrat me še ni zanimala toliko prehrana, me je začela malo kasneje, oziroma tokom tistega prostega leta sem se začel prvič ukvarjati s prehrano, ampak takrat nisem še vedel, da bi to šel študirati, oziroma da bi se temu posvečil več pozornosti, oziroma da bo to moja življenjska pot. In v bistvu, ker nisem točno vedel, kaj bi šel študirati, sem se vpisal na filofaks, zgodovino in italijanščino, ker sta me ta dva predmeta v srednji šoli najbolj veselila in so mi bile najbolj všeč. Hkrati sem pa iskal nekaj, da bi šlo lepo zraven skupaj s športom. Ker v bistvu takrat je bilo kar, v Kamniku je bilo kar pestro, veliko smo imeli tekem, tudi pole evropske tekme, in tako da sem iskal nekaj na faksu, da bi bilo tako pod narekovajem easy. No, pole tako da sem začel potem študirati zgodovino in italijanščino, ampak potem tekom študija me je potem ful povlekla noter prehrana, lifestyle in to, kar zdaj počnem. 2017 sem pole tudi, se pravi v 2. letniku faksa, sem tudi naredil potem, oziroma 1. letniku faksa, 2017 sem naredil tudi potem prvi tečaj za prehrano, za prehranskega svetovalca na Fitness zvezi Slovenije. In v bistvu takrat sem pole mogel nekako sfurati faks do konca, ker sem že se enkrat prepisal in pole bi izgubil status in tako naprej. Študentje veste, ta struggle. No, v glavnem, in potem za na koncu, kadar sem zguril do konca faks, je bilo za si izbrati diplomsko delo. In takrat sem pole dobil idejo, da bi jaz lahko ful lepo povezal te dve tematike, se pravi prehrano in zgodovino, in tako sem pole nastala ideja, da bi pisal o zgodovini prehrane. Takrat, ko sem zaključil faks, sem si pole vzel eno leto off in potem tisto leto sem potem pisal diplomo, to je bilo lih med covidom 2020, in tako je pole nastalo moje diplomsko delo, oris prehranskih navad v 20. stoletju, spreminjanje prehranjevanja in odnose do hrane skozi 20. stoletje v ZDA in Evropi. Tukaj imam računalnik zraven za malo oporne točke, sem hotel, da je naslov pravi, kot sem ga takrat pisal. In v bistvu na podlagi diplomskega dela sem potem imel tudi par predavanj na tematiko zgodovine prehrane. Zdaj kup časa nisem več delal na to tematiko, ampak sem rekel, zakaj pa ne. Tem časom sem pole tudi napisal krajšo e-knjigo Jemo kot naši predniki, ki bo pole tudi fokus tega podcasta. In v bistvu v tej e-knjigi sem to diplomo skrčil, pa dodal še nekaj vizualnih slik, pa raznih grafov, razpredelnic in naredil malo bolj poljudno znanstveno. Tako da v tem podcastu bomo
potem šli skozi tudi, kaj je tematika te e-knjige in bomo šli pogledati par izvlečkov, na koncu pa bom dal tudi povezavo in kje se lahko dobi to e-knjigo. Če ostanete do konca, imam tudi eno presenečenje za vse vas, ker ste prišli do konca podcasta, tako da ne me zapustite. Tako, najprej si lahko pogledamo, zakaj sploh tematika zgodovine prehrane. Tako, kadar sem jaz začel, kadar sem se odločil za pisati to diplomo, sem v bistvu hotovil, da se zgodovini prehrane ne posveča veliko pozornosti, sploh med prehranskimi strokovnjaki in v stroki. Zato sem se potem odločil, da bi malo bolj pisal o tej tematiki, ker se mi zdi zelo pomembno, zaradi tega, ker, kot vsi vemo, ko smo se učili v osnovni in srednji šoli, zgodovina je učiteljica življenja, se pravi, na podlagi zgodovine se mi učimo o življenju, hkrati pa se tudi zgodovinarji pravijo, da se zgodovina ponavlja, tako da je fajn, da poznamo to tematiko in ker nas veliko lahko nauči o življenju in tako je tudi na področju zgodovine prehrane, se pravi, s poznavanjem zgodovine prehrane si lahko mi naslikamo neko dobro sliko oziroma dodatno razumevanje o današnjih prehranskih navadah in potem tudi o današnjem modernem življenjskem slogu. Zanimivo je tudi, da potem tako prehrana kot zgodovina prehrane tudi riše oziroma nam naslika neko zgodbo oziroma nam pripoveduje neko sliko na več nivojih, se pravi, na osebnostnem nivoju nam prehrana nariše, se pravi, kakšen tip posameznika je, se pravi, kako se prehranjuje, kakšne valjuse ima, se pravi, kakšna načela ima in tako naprej. In to lahko potem to zgodbo lahko prenesemo oziroma preslikamo tudi v vse ostala družbena zgodovinska obdobja, se pravi, antika je imela svoje določene načela oziroma svojo določeno filozofijo in to se pozna tudi na prehrani. Potem s tokom srednjega veka je imelo zelo velik vpliv tudi krščanstvo in potem tu se tudi pozna na prehrani ljudi. Tako da prehrana nam naslika zgodbo tako na individualni kot na družbeni ravni. Pomembno je pa tudi to, da z zgodovino prehrane lahko tudi vidimo, kako gre sta napredek in prehrana z roko v roki, tako kot recimo kmetijska revolucija omogočila velik družbeni napredek, tako je recimo tudi industrijska revolucija v 19. in 20. stoletju omogočala velik napredek na področju prehrane. Tako da lahko vidimo, da s pomočjo zgodovine si lahko naslikamo lepo sliko, kako so se spremenjene prehranske navade in kako so različne stvari med sabo se vplivale. Tako, to je bil nek zdaj strnjen uvod v tej e-knjigi, grem tudi ful podrobno, imam tudi več raznih izsekov oziroma kvotov, misli različnih avtorjev, ki so pomembni za zgodovino prehrane. Potem pa gremo v e-knjigi si pogledati 5 glavnih zgodovinskih obdobij v preučevanju zgodovine prehrane. Prvo je prazgodovina, potem sledi obdobje po kmetijski revoluciji, potem sledi obdobje antike, srednjega veka in zgodnjega novega veka, potem sledi obdobje po industrijski revoluciji in nato še zadnje obdobje, ki je za nas najbolj pomembno, je potem obdobje po 1952, kjer se je potem zgodilo največ sprememb, ki neposredno vplivajo na današnje prehranske navade ljudi in celega sveta. Tako da zdaj si bomo na hitro šli pogledati nek povzetek vseh teh 5 obdobij, da boste dobili malo boljšo sliko, o čem se piše v tej e-knjigi. Se pravi, najprej kadar sem začel pisati to diplomsko delo, sem hotel narediti res nek oris, se pravi, da bi najbolje razumeli današnje prehrane ljudi in začel sem zato potem pri prazgodovini, ker vemo, tako ko se je človek razvil iz primatov v moderne človeške vrste, da tako se je tudi spreminjala prehrana oziroma kontra, kako se je prehrana spreminjala, potem se je tudi človek razvil. Zanimivo je, da je bila glavna hrana primatov predvsem zelenjava, potem prvi človečnjaki so uživali tako sadje kot zelenjavo, potem v razkolu evolucije, se pravi iz primatov v ljudi, se je pa potem prvič zgodilo nekje 7,5 do 4,5 milijona let. Tu strokovnjaki ne vejo prav točno, ker je zelo težko to bolj natančno opredeliti, ampak takrat se je zgodila tudi revolucija na podlagi evolucije,
Homo habilis je nekje 2 milijona let pred našim štetjem začel prvič uporabljati orodje iz kamnov, potem nekje 2 milijona let pred našim štetjem pa so začeli prvič uživati večje količine mesa. Veliko strokovnjakov je mnenja, da je prav večje uživanje mesa prineslo do razvoja možganov in potem pahnilo to evolucijo človeštva v to smer, kamor smo šli potem po zgodovini, se pravi v Homo sapiensa. V bistvu razlaga za temu je, ker recimo naše človeško telo zelo dobro iz mesa in maščob vsrka hranila, s tem so se potem možgani povečali in ker so možgani potrebovali več energije, se je potem naš prebavni trakt mogel skrajšati. S tem, ker se je prebavni trakt skrajšal, je potem tudi človek ni več prenesel oziroma iz vlakninaste hrane ni mogel več vsrkati toliko hranil kot ostali primati, zato je potem se zgodila ta razkol v prehrani nas ljudi oziroma glavnih primatov, ker recimo, če pogledate kakšne primate, ali je to gorila ali pa kakšni drugi šimpanzi, čeprav šimpanzi tudi jejo nekaj mesa, ampak večina primatov je predvsem zelenjavno hrano oziroma vlakninasta hrano, ker imajo veliko daljše črevo kot mi. Daljše kot je črevo, več fermentacije se lahko zgodi v njem in boljše lahko iz te vlakninaste hrane črevo pobere ven hranila, medtem ko mi ljudje imamo krajše črevo in tega ne moremo storiti, zato je potem tudi naša prehrana bolj temeljila na nekem sadju oziroma manj vlakninasti zelenjavi in pa tudi mesu, ker je lažje absorbljivo skozi tanko črevo. Tako in potem strokovnjaki so v bistvu mnenja, kaj je pahnilo razvoj naprej, se pravi iz Homo erectusa v Homo sapiensa, je bilo to, da v bistvu so v tistem času, konec ledene dobe, so izumrli velike živali, to so bili razni mamuti in sloni na področju Levanteja. V bistvu predtem Homo habilis je predvsem lovil te velike živali, predvsem mamute, ki so imeli ogromno mesa, ogromno maščob in so se z njimi lahko prehranjevali več mesecev, ampak potem, ker je šlo proti koncu ledene dobe, so tudi te živali začele izumirati in v bistvu potem je človek bil primoran loviti manjše in hitrejše živali in s tem je potem tudi se mogel prilagoditi. Mogli so postati spretnejši, hitrejši in pa tudi pametnejši. In še zadnja potem večja sprememba je potem to, da je Homo sapiens začel uporabljati ogenj in termično obdelavo živil. Kot vemo, termična obdelava, kuhanje, cvrtje oziroma obdelava na ognju poveča našo možnost, da naše telo, naša prebava iz hrane iztrži hranila in potem uporabi za energijo, tako da to je poleg prispevalo k temu, da je telo lahko manj energije posvečalo prebavi in bolj usmerilo to energijo drugam, predvsem v možganje in v razvoj ostalih funkcij. Tako, to je bilo zdaj prvo obdobje v zgodovini prehrane, o katerem pišem v e-knjigi. Drugo obdobje je pa potem obdobje po kmetijski revoluciji. Kmetijska revolucija se je na različnih področjih sveta zgodila v različnem času, ampak nekje 10.000 let pred našim štetjem in v bistvu takrat se je zgodil velik družbeni razmah, ampak hkrati se je takrat tudi zgodilo veliko sprememb v prehrani. Predtem je bil glavni vir hrane za ljudi predvsem meso in lov, medtem ko po kmetijski revoluciji pa se je ta model shiftal in ljudje so se ustalili in postali bolj kmetijsko usmerjeni. Nekateri znanstveniki so mnenja, da je to povzročilo velik družbeni razmah, kar je res. Nekateri strokovnjaki pa so mnenja, da je to pustilo posledice na telesu oziroma na telesni konstrukciji ljudi, ker je bilo več enolične hrane zaradi kmetijstva, so potem je telo dobilo manj hranil, predvsem vitaminov in mineralov in to je potem terjalo svoj davek. Ljudje naj bi bili po kmetijski revoluciji nižji, njihova prostornina možganov se je zmanjšala, trpeli so tudi potem sklepi, udi in pa tudi življenje je postalo težje, zaradi tega, ker je bilo potrebno pridelati več hrane doma in nahraniti to prebivalstvo. Tako da, kot lahko vidimo, kmetijska revolucija je omogočila velik razvoj na družbenem področju, hkrati pa je pustila neke posledice na človeštvu.
Zdaj, tretje obdobje je potem antika, srednji vek in zgodnji novi vek. Če pogledamo, zelo zanimivo je, recimo v času antike, se pravi rimskega cesarstva, se Evropa deli na dva dela, se pravi južni del, rimski del, prebivalci so tam jedli predvsem in bolj rastlinsko prehrano, medtem ko na severu, se pravi tisti nek barbarski del oziroma predeli iz rimskega cesarstva, so pa imeli bolj mesojedo prehrano. In v bistvu to je zanimivo tudi zato, ker recimo se vidi to razliko potem tudi v zgodnjem novem veku, kadar se je potem tudi razlikovala religija, se pravi na jugu je bilo krščanstvo, medtem ko na severu je bilo protestantizem. Protestantizem načeloma ni omejeval ljudi pri uživanju mesa, medtem ko krščanstvo na jugu oziroma po ostalih predelih Evrope je bilo malo bolj nastrojeno proti mesu, predvsem rdečem mesu, ker so v njem videli greh, se pravi smrt Jezusa Kristusa, tako da je zanimiva ta povezava. In potem še zadnje obdobje znotraj tega obdobja antike, srednjega veka in zgodnjega novega veka je tudi potem odkritje Amerike. Z odkritjem Amerike smo potem tudi Evropejci dobili nove kulture, to je bil recimo riž, ajda, koruza, krompir, tudi sladko recimo je prišlo iz Amerike, potem alkohol, kava, čaj in tudi čokolada. Zanimivo je recimo tudi bilo, da po odkritju Amerika je bila neka sanjska dežela za tisti čas, ker v bistvu Evropa je bila dosti osiromašena, ker je majhna in toliko časa so že ljudje živeli tam, pa so malo osiromašili zemljo, medtem ko je bila Amerika neka dežela obilja, veliko je bilo divjadi, veliko je bilo gozdnih sadežev po gozdovih, kmetijstvo je uspevalo, tako recimo to so nekje začetki tiste ideje, da je Amerika tista sanjska dežela, kar je recimo tudi zanimivo. Tako, to je bil zdaj ta prvi začetni del e-knjige, potem pa veliko večino e-knjige pa pišem oziroma obravnavam 3 največje spremembe v prehranskih navadah ljudi. Prva največja prehranska sprememba se je zgodila v koncu 18. začetku 19. stoletja, ko v bistvu se razmahnila industrijska revolucija, kar je omogočalo velik tehnološki napredek in to je tudi omogočalo napredek na prehranskem področju ljudi. Potem druga največja sprememba v prehranskih navadah ljudi se je zgodila tam nekje v 60. letih prejšnjega stoletja in potem še zadnja največja prehranska sprememba v navadah ljudi je potem potekala v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja, tako da o tem pišem več v e-knjigi. Ne bomo šli tle skozi, ker je res obsežno, ampak tu je nekje nek povzetek. Tako da recimo v knjigi pišem tudi o modernih prehranskih smernicah, pišem tudi o zgodovinskih razlogih po tem nekem valu oziroma prepričanju po zmanjšanju uživanja rdečega mesa in soli, kaj so neki zgodovinski vzroki, zakaj je prišlo do tega. Potem tudi primerjam porabo različnih živil in prehrane skozi zgodovino in pa potem tudi skozi 20. in 21. stoletje, ki je za nas najbolj relevantno. In pa hkrati potem na koncu knjige vzpostavim tudi neke korelacije med spreminjanjem prehrane in modernimi boleznimi in težavami, ki jih poznamo danes. Ker recimo je ful zanimivo, ker sem prej omenil te 3 največje prehranske spremembe. V bistvu nekje sredina oziroma druga polovica 20. stoletja, se pravi prejšnjega stoletja, so se začele potem tudi moderne in kronične bolezni uspenjati, tako da je zanimivo recimo, kako so neke spremembe v prehranskih navadah ljudi povzročile tudi neke moderne težave in bolezni. Na tej točki bi poudaril, da to je samo korelacija oziroma samo neka hipoteza. Težko je jo potrditi oziroma zanikati, ker je v svetu prehrane toliko enih različnih faktorjev, ki jih moramo upoštevati, tako da ne moremo biti sigurni glede tega. Lahko pa nam da zgodovina prehrane en dodaten vpogled v to, kako spremembe v prehranskih navadah ljudi vplivajo potem tudi na naše počutje, zdravje in kronične bolezni. Tako, to je bilo to za ta podcast.
Hotel sem narediti en tak pogled v e-knjigo, kaj bo e-knjiga vsebovala in o čem pišem. Če bi te zanimalo več od zgodovine prehrane, si lahko e-knjigo pogledaš in jo kupiš na spodnji povezavi, v povezavi v opisu tega podcasta. Ker si prišla do konca tega podcasta, ti ponudim tudi 5 € popusta na e-knjigo, tako da uporabi kodo podcast za nižjo ceno e-knjige. Tako da upam, da ti bo e-knjiga všeč, da se boš naučila kaj novega in ti bo pomagala pri razumevanju prehranskih navad in tudi omogočila kakšno spremembo v tvoji prehrani. Tako, to je to za danes. Upam, da vam je bil podcast všeč, zanimiv in se vidimo v naslednjih epizodah. Čau, čau.